Spoštovane in spoštovani, začenjamo s prireditvijo ob Dnevu državnosti. Spoštovane in spoštovani, najprej lepa hvala gardni enoti Slovenske vojske za dvig slovenske zastave. Cenjene dame, spoštovani gospodje, drage obiskovalke, obiskovalci, spoštovani minister za notranje zadeve, gospod Hojs, spoštovana županja občine Osilnica, gospa Alenka Kovač, spoštovani predsednik društva Moris Kočevska Reka, brigadni general Tone Krkovič, župan občine Kostel, gospod Ivan Črkovič, poslanec v državnem zboru, gospod Jože Tanko, vsi visoki ostali gostje. Dober dan in dobrodošli na strmi rebri, verjetno na enem najlepšem kotičku slovenske zemlje, ljube nam domovine. V letošnjem letu bomo v Sloveniji obeležili 30. obletnico ključnih dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve in ustanovitve samostojne države Slovenije. Nekateri od teh so nastajali na Kočevskem, ki je tako postala eno ključnih področij slovenske osamosvojitve. Društvo Moris Kočevska Reka je bilo pred nekaj leti iniciator akcije Dvignimo glavo, izobesimo zastavo. Od takrat društvo vsako leto apelira na župane v slovenskih občinah, da na vidno izpostavljeno mesto v občini izobesijo slovensko zastavo. Kar nekaj občin in županom se je odzvalo pobudi Dvignimo glavo, izobesimo zastavo in tako slovenske zastave ponosno plapolajo že marsikje po Sloveniji. Tudi na našem koncu, v Kočevju, kjer je občina izobesila veliko zastavo na mestnem vrhu in v samem središču Kočevja na mestni ploščadi ob lipi osamosvojitve. Pobudi se je lani odzval tudi župan občine Kostel, gospod Ivan Črkovič, in slovenska zastava sedaj ponosno plapola na Kostevskem gradu. Od danes pa, spoštovane in spoštovani, zastava plapola tudi na tej markantni poziciji na prelazu strma reber v občini Osilnica. Danes bomo, spoštovane in spoštovani, odkrili tudi spominsko obeležje Prihodnost pripada pogumnim. Spomin na osamosvojitvene dogodke, ki so potekali na tem območju. Predvsem v zahvalo vsem domoljubom Osilniške doline za izjemen pogum v prelomnih časih slovenskega osamosvajanja. Sedaj pa prosim gospoda ministra, člana predsedstva Društva Moris, gospoda Srečka Gabriča in pa gospoda Staneta Farbežarja, to pa je, ko imaš toliko plonk cegelcev, da pristopijo in odkrijejo spominsko obeležje. Lepo prosim.
Tako, spoštovane in spoštovani, sedaj pa k besedi vabim županjo občine Osilnica, gospo Alenko Kovač. Lepo prosim. Spoštovani, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, predsednik društva Moris Tone Krkovič, predstavnik Direkcije za ceste in predsednik Turistične zveze gospod Pavle Hevka, poslanec gospod Jože Tanko, župan Ivan Črnkovič, direktorica zdravstvenega doma Polona Vidič Hudobivnik, pomočnik direktorice zdravstvenega doma Primož Velikonja, veterani vojne za Slovenijo, novinarji in vsi ostali. Dobrodošli na prelazu Strma-Reber v občini Osilnica. Nahajate se v najmanj naseljeni občini, ki se še dandanes bori za obstanek. Našo občino okvirjata nacionalni park Risnjak in pragost Krokar. Dolino pa prečno preseka reka Kolpa. Kolpa je izrazita naravna meja, ki je že v zgodovini našega območja imela pomembno vlogo, povezano tako z opredeljevanjem državnega ozemlja, kot jezika in kulture. Kot zavedni Slovenci so se tudi prebivalci Zgornje Kolpske doline pridružili brigadi Moris v boju za nastanek slovenske države. Danes nam je gardna enota Slovenske vojske ob državnem prazniku in otvoritvi počivališča na 8. ovinku ponosno dvignila zastavo in s tem počastila tudi spomin na boj za osamosvojitev Slovenije. Veseli me, da si bodo lahko občani občine Osilnica in turisti, ki obiščejo naš kraj, vzeli trenutek zase in se na počivališču naužili lepot okoliške narave. Za ureditev počivališča se iskreno zahvaljujem gospodu Pavletu Hevki iz Direkcije za ceste in društvu Moris, ki so postavili spomenik in zastavo. Hvala. Hvala lepa župani. No, da bo danes na prireditvi slišati tudi slovensko besedo v pesmi, bosta poskrbela naša gosta. Najprej pa vabim, da nam lepo v slovenškem jeziku zapoje, dame in gospodje, Darja Gajšek. Je s tabo isto
Dober dan. Težko je bilo priti sem, ampak je bilo vredno. Lep pozdrav, spoštovani gostje, spoštovan minister, drugi visoki gostje in seveda tisti, ki ste pripomogli, da govorimo z najlepšo besedo na svetu in imamo najlepšo domovino na svetu. Ko praznuje domovina. Danes, ko praznuje domovina, je čas vznesenosti srca. Je čas ponosa in spomina, je čas, ki nekaj več velja. Danes je tisti dan v letu, ko nas ponos preveva spet. Kot gledal bi kot cvet pri cvetu, se da na sončno dlan ujet. Danes bi ne smel zdrveti mimo, saj danes praznični je dan, ko pesem sama najde rimo, ta dan se ni zgodil zaman. Danes, ko praznuje domovina, zaveje naj milijon zastav. Za nas je ena in edina, tako naj bo, tako je prav. Ko domovina pokliče, vse te pesmi danes doživljajo svetovno premiero. Ko domovina pokliče, ji pridi naproti, v istem sta čolnu, na isti sta poti. Ko domovina pokliče in kadar te rabi, le eno te prosim, na njo ne pozabi. Ko domovina pokliče, nikar ne obrni ji hrbta, nikoli zvestobo ji vrni. Ko domovina pokliče, ne išči razlage, kako ji ne moreš pomagati do zmage. Saj domovina ne kliče kar tako, ker drugega dela bi pač ne imela. Saj ko te domovina pokliče, ne reci, da to se tebe ne tiče. Ne išči poti in ne išči načina, da za pomoč ni razloga, ker če tebe ne, koga pa bo domovina klicala? Koga? Hvala. Hvala lepa, Igor. Kot sem že dejal, je spominsko obeležje prihodnost pripada pogumnim postavljeno v spomin na osamosvojitvene dogodke, ki so potekali na tem območju in seveda pogumnim Osilničanom, pa tudi dogodkom, ki so se zgodili na oni strani hriba, na Borovškem in seveda v Kočevski Reki v bližini. Namreč v bližnjem Borovcu je bil stacioniran 3. bataljon brigade Moris pod poveljstvom Cveta Zorka, ki je takrat skrbel za zavarovanje vseh možnih vpadnih točk, kjer bi takratna JLA, predvsem iz smeri Ilirske Bistrice, lahko prišla na ta konec. Hkrati pa so pripadniki 3. bataljona brigade Moris varovali tudi pripadnike prve generacije slovenskih nabornikov, ki so jih iz varnostnih razlogov preselili v te naše gozdove, predvsem seveda na Borovško pa na Medvedjek, torej tukaj zelo blizu. Jaz, če se ne motim, mislim, da vsaj enega pripadnika prve generacije slovenskih nabornikov sem videl danes tudi med nami. Naj povem še to, da so tukaj v bližini padale granate, ko so stopovi streljali iz ribniške garnizije proti Kočevski Reki in proti Borovcu, tudi tukaj blizu je pokalo, tako da je bilo v tistem času zelo, zelo pestro tukaj. Sedaj pa, spoštovane in spoštovani, k besedi vabim člana predsedstva Društva Moris Kočevska Reka, gospoda Srečka Gabriča. Spoštovani gospod minister, gospa županja, gospod Tone, veterani, drage Slovenke in Slovenci, dragi vsi gostje. V čast mi je, da v imenu predsedstva Moris spregovorim vam in povem pravzaprav namen in kaj društvo Moris počne. Osnovni namen
združenja v društvu Moris Kočevska Reka je ohranjanje spomina na pomen specialne brigade Moris v pripravah na osamosvojitev in vojni za Slovenijo. Specialna brigada Moris je nastala v časovnem sosledju na sistemskih temeljih ter načelih delovanja manevrske strukture narodne zaščite, ki je nastala leta 1990 in ki je nastala seveda tudi kot posledica samorazorožitve teritorialne obrambe takratne Slovenske republike oziroma Socialistične republike Slovenije. MSNZ in specialna brigada Moris sta kot obrambni sili ves čas izvajali poslanstvo Slovenske vojske, to pa je zavarovanje procesa in obrambe samosvojitve in demokratizacije. Zato imamo v društvu Moris ničelno toleranco do vseh totalitarnih režimov in njihovih simbolov. 17. maja ponosno obeležujemo dan manevrske strukture narodne zaščite, ki je nastala v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa slovenskega osamosvajanja leta 1990 in je zagotovila organizirano pripravo na vseslovenski oborožen odpor za zavarovanje osamosvojitvenih procesov. V spomin na to enkratno dejanje društvo Moris Kočevska Reka daje pobudo vsem Slovenkam in Slovencem, županom slovenskih občin, občinskim svetnikom in civilni javnosti, da v duhu prihajajočih državotvornih praznikov na najbolj vidnem oziroma izpostavljenem mestu v svoji občini postajajo večji zastavni drog in trajno izobesijo slovensko zastavo. Naši pobudi se je odzvala ena najmanjših, a po srčnosti velika občina Osilnica, ki bo to storila v okviru letošnjega praznovanja Dneva državnosti na razgledni točki Strma Reber nad Osilniško dolino. Ob tem dogodku bo društvo Moris Kočevska Reka, ki ima tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov, odkrilo spominsko obeležje vsem domoljubom Osilniške doline za izjemen pogum v prelomnih časih slovenskega osamosvajanja. To žal se je že zgodilo, tako da smo malo zamenjali vrstni red. Slovenska zastava v svoji osnovi sledi zastavi dežele Kranjske iz leta 1836. Ta je bila na Dunajskem dvoru priznana kot vseslovenska zastava od leta 1849. Pod slovensko belo-rdečo-modro trobojnico so tako v vsej njeni 160-letni tradiciji nastopali in se na političnem, kulturni ali vojaški način vzpostavljali slovenski domoljubi. Slovenska zastava je spremljala masovni državljanski odpor v času demokratizacije in oblikovanju samostojne države pred letom 1991. Bila je tudi temeljno vseslovensko znamenje v času vojne za samostojno Slovenijo 1990-1991 in je kasneje obeleževala vse naše velike uspehe ob vstopanju samostojne in demokratične Slovenije v mednarodne povezave. Zato v društvu Moris Kočevska Reka ponosno dajemo pobudo k manifestaciji državotvorne in domoljubne drže na način, da slovenska zastava ne bi plapolala le ob državnih praznikih. Naše zavzemanje, da zastava na osrednjih lokacijah slovenskih krajev ostaja trajno izobešena, je utemeljena že z dejstvom, da je zastava obeležje, da je zastava edinstveno in v simbolnem smislu najbolj prepoznavno državno obeležje. Izkazuje trajno vez med posameznikom te državo in generira čustveno ter državljansko pripadnost v duhu enotnosti, saj pod eno streho združuje Slovence in ostale državljane Republike Slovenije, ne glede na siceršnjo politično, nazorsko, versko ali drugo pripadnost. Spoštovani, lahko imamo različne poglede na posamezna vprašanja ali področja družbenega življenja. Lahko smo na različnih bregovih preteklosti in prihodnosti, vsekakor pa ostajamo v demokratični Sloveniji pod okriljem iste zastave in tudi zato je naša pobuda za trajno izobešene zastave povsem logična in pričakovana. Spoštovani, ob tej priložnosti bi se zahvalil vsem, ki ste pomagali in sodelovali pri postavitvi obeležja, in sicer župani občine Osilnice Alenki, hvala ti Alenka, gospodu Tomažu Devku iz Zavoda za gozdove, ki je res prisrčno sodeloval pri iskanju lokacije. Moram povedati, da smo pravzaprav prve ideje naše so bile, da bi zastava plapolala
na Loški steni, ampak glede na to, da smo v centru najlepše, bom rekel, ekološko čiste, torej parka, Risnjaka, smo naleteli vse posod na rezervate in seveda soglasja ni bilo možno dobiti. No in soglasje smo dobili na tej lokaciji in potem po naključju ugotovili, da pravzaprav država Slovenija tudi ima v namenu oziroma urediti to ploščad, tako da gospodu Hevki, direkciji za ceste, potem gospodu Zajcu kot v imenu nadzora, potem zahvala podjetju CGP, Janezu Marinču, Srečkotu Založniku. Moram reči, da so bila to dela upravljena vsa izven, bom rekel, teh obveznosti, ki jih ljudje imajo, ampak vsem res prisrčno hvala, ker ste res tako z srcem sodelovali. Bila je vmes tudi korona, tako da smo takrat v prvi fazi zelo nadalec se pogovarjali. In končni rezultat je to, da imamo res tukaj zelo spodobno obeležje in da vsi, ki bojo prihajali v te kraje, nikakor ne morejo mimo. Vsem najlepša hvala, naj živi naša domovina Slovenija. Evo, najlepša hvala. Hvala lepa gospodu Gabriču. Bom sam še enkrat spomnil, ker ste majčkeno pozabili 1,5 metra, ne? 1,5 metra razdalje. Ne? Tule v prvo vrsto pogledajte, kako je, kako to izgleda. Dobro, če se strinjate, bi jaz še enkrat Darjo Gajšek povabil. Hvala. Vredno je bilo zaradi solz in smeha splesti niti v srce. Leti me vzameš, leti me objameš, tako kot me nihče še ni. In vsa ta leta zame so sveta, za vedno le jaz in ti. In vsa ta leta zame so sveta, za vedno le jaz in ti. Vredno je bilo zaradi solz in smeha splesti niti v srce. Moja si edina rama utiha od nekoč pa do nekje. Vredno je bilo ostati skupaj skozi leta, kakor eno ves ta čas. Vredno, ker srčno te ljubim jaz. Leti me vzameš, leti me objameš, tako kot me nihče še ni. S teboj mnoga leta, ki zame so sveta, naj Bog nama podari. S teboj mnoga leta, ki zame so sveta, naj Bog nama podari. Vredno je bilo zaradi solz in smeha splesti niti v srce. Moja si edina rama utiha od nekoč pa do nekje. Vredno je bilo
večno te ljubim jaz. Ja, čudni je ta svet danes, ne? Da je glavni problem je v državi, ko dva slovenska vojaka na meji ustavita enega sumljivega tipa in se mu potem upravičita. Si predstavljate leta 1991, da bi imeli take kriterije? Če ne bi takrat poguma imeli, če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu zdravljice, morda bi še danes po njej hrepeneli in še bi tičali v gnezdu krivice. Edinosti šli takrat smo naproti in ni bilo vojske in ni bilo sile, ki bi nam prekrižale sanje na poti, sanje, ki so se takrat nam zgodile. Bili so močnejši, a niso zdržali, saj ni bilo sonca na njihovi strani. Imeli so vest, ki je niso oprali. Mi pa imeli smo zvezde na dlani. Hvala vam tistim, ki za domovino življenje ste dali, da mi bi živeli. Le kdo bi razlagal nam zdaj zgodovino, če ne bi takrat poguma imeli. Zdaj eno manj borbeno, tako romantično, ne, kot je romantična naša beseda. Najlepša beseda. Katera od vseh je najlepša beseda? Lepota, prijatelj, iskrenost morda? No, kakor za koga? Le zame seveda je to domovina. Ne skrivam tega. Je mehka, je zvočna, prav nič ni robata in ko jo izrečeš, veliko pove. Odpira vsem dušam osamljenim vrata, z njo rado nahrani se lačno srce. Do cilja nikoli si bližnjic ne išče in most je do dobrih in čistih idej. Ko pride na kakšno neznano križišče, ubrala najboljšo bo pot za naprej. Med trave zapleše, ko pade z jezika in njene čarobnosti puščajo sled. In seže do sonca in gore premika, saj je domovina kraljica besed. Hvala, Igor. No, že gospod Gabrič je veliko povedal o zastavi, o slovenski zastavi. Mora biti samo 2-3 misli, ki jih je spisal naš veliki domoljub, pesnik, igralec, pisatelj Tone Kuntner. Ta zastava je simbol slovenskih sanj, moči in volje. Simbol kljubovalnosti, simbol tisočletnega hrepenenja po svobodi in samostojnosti. Simbol trpljenja in neštetih premaganih porazov. Ta zastava je simbol junaštev in drznih zgodovinskih podvigov, kot je seveda bila osamosvojitev. Spoštovane in spoštovani, k besedi vabim slavnostnega govorca na današnji prireditvi, ministra za notranje zadeve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani podpredsednik Državnega zbora, gospod Jože Tanko, spoštovana gospa županja, gospod župan, drugi visoki gostje, posebej pa seveda največji in najiskrenejši pozdrav vsem veteranom vojne za Slovenijo, posebej seveda generalu Krkoviču. Gospod Pirkovič je nekaj že povedal vezano na našo mejo, zato mi dovolite, da tudi sam morda v tem uvodnem delu delim neko osebno zanimivo izkušnjo. Vsakič, ko pridemo na nek kraj v Sloveniji, se nam zdi, da je tista fraza, morda fraza, ko rečemo,
Slovenija je res prečudovita, je res lepa, nekako iztrošena. A vendar, ko pridemo na tak kraj, na katerem stojimo danes, vidimo, da temu ni tako. Težko ocenimo, kateri kraj v Sloveniji je najlepši, zato ponovadi rečemo, da je lepa cela naša domovina. Sam pa imam na te kraje, na Osilnico, še posebej zanimivo in lepo izkušnjo. Tam davnega leta 2003, se mi zdi, 2004, smo se v podjetju odločili, da neko soboto preživimo na raftingu. Torej, verjetno smo bili eni prvih, ki smo se podali v te konce in po domače, po ljubljansko rečeno, zganjali turizem. S kolegom sva se odpravila na to pot z avtom, prestopilo mejo tam na Babnem polju, potem pa se kar naenkrat znašla v Osilnici. Sam sebe sem spraševal takrat, kje pa sem prestopil mejo, vendarle bi moral iz Hrvaške ponovno vstopiti v Slovenijo. Po končanem raftingu me je čakala sila neprijetna, pa vendarle tudi zabavna izkušnja. Jaz mislim, da je bil to županin oče, ki je takrat pristopil do nas in rekel, policija je sporočila, da je gospod Hojs in kolega njegovega imena ne bom navajal, da sta ilegalno prestopila mejo, zato naj se javita v Kočevju na policijski postaji. Sam nisem verjel, kaj slišim, zato sem namudoma podvzel vse ukrepe, se najprej zapeljal do tistega kontejnerja, za katerega sem prvotno, ko sem stopal, mislil, da je gradbiščna baraka, kasneje sem izvedel, da je to meja, kjer so bili tako hrvaški kot naši policisti, plačal kazen Hrvatom in se kasneje ob burnem smehu naših policistov na kočevski policijski postaji tudi njim opravičil in nekako preživel to neprijetno izkušnjo ilegalnega prehoda. Takrat še ni bilo problem ilegalnih migrantov, zato sem jo dobro odnesel. A vendar je ravno ta izkušnja dala misliti, kako drugače bi te kraji lahko bili zaznamovani, vkolikor tam davnega leta 1991 ne bi postali za večno naši, za večno v naši državi, za večno v naši domovini. Ljubljančani in mnogi drugi se pravzaprav nismo zavedli, kako pomemben del tega odpora, tega zloma jugoslovanske ljudske armade ste opravili, brez zamere seveda, naši južnjaki. Torej vse tisto, kar se je dogajalo v Krakovskem gozdu, na Vahti, v Metliki, v Črnomlju, v teh krajih in nenazadnje tudi na našem zahodnem delu južne meje, je bilo pravzaprav tisto, kar je bistveno pripomoglo k temu, da mnogi Ljubljančani, čeprav smo bili oblečeni v vojaško uniformo teritorialne obrambe, še dobro puške nismo vzeli v roke. Nekateri smo vse, kar je bilo potrebno v tistih dneh storili le to, da smo uspešno izklopili elektriko in dobavo vode vojašnicam. Vse ostalo ste postorili fantje tukaj v naših južnih krajih. To, da so te kraji danes v naši državi, predvsem pa to, da je naša država kasneje uvedla, ustanovila toliko občin, ravno temu gre zasluga, da je razvoj danes takšen, kot je. Prepričan sem, da vkolikor ne bi živeli v lastni državi, danes ne bi imeli te ceste. Vprašanje je, kako bi bilo z razvojem drugih manjših, takrat še velikih občin in nenazadnje, iskreno rečeno, resnici na ljubo, danes živimo mnogo, mnogo bolje, kot smo živeli v bivši državi. Zato je seveda pomembno, da je ta pobuda, ki jo je dalo društvo Moris z dvigom zastave v kar največjem številu slovenskih občin, pomembno obeležje k spominu in seveda opominu, kdaj in kako je nastala naša država.
Ne bom rekel, da je tudi v Ljubljani zavihrala slovenska zastava na Ljubljanskem gradu zaradi pobude društva Moris. Gotovo pa je zavihrala tam zato, ker smo mnogi domoljubi, med njimi tudi vi, pisali pisma, se oglasali na socialnih omrežjih, rotili župana, da ni dovolj, da tam vihra le zastava Ljubljane, in danes več kot leto vihra tam tudi slovenska zastava. In to ni nepomembno. Ni nepomembno, da tudi prestolnica slovenske države plapola z slovensko zastavo. Kaj je v takih trenutkih, ko se spominjamo dneva državnosti, potrebno še povedati? Kaj je v takih trenutkih, glede na aktualno situacijo, na težave, ki jih imamo s koronavirusom, s pandemijo in ne nazadnje z aktualnimi protesti potrebno povedati, bom rekel sedaj in jasno. Nikakor ne nasprotujem, da ljudje protestirajo. Večkrat sem povedal, da je to osnovna človekova pravica, zapisana v ustavo, in Bog ne daj, da bi bilo kako drugače v demokratični in samostojni državi. Ne razumem pa nečesa, ne razumem pa tega, da lahko kdo danes, torej ob dnevu državnosti, poziva množice, naj nagajajo, naj protestirajo, naj naredijo vse, da bodo motili državno proslavo. Razumem proteste, v katerih jim gre na živce jaz, na katerih jim gre na živce predsednik vlade, v katerih jim gre na živce to, da je na oblasti neka druga opcija, kot je dolga leta bila. Vse to je sprejemljivo. Ni pa sprejemljivo, da pozivajo k temu, da bojkotiramo, da sabotiramo in da motimo državo, s katero praznujemo rojstni dan. Rojstni dan naše države je rojstni dan vseh. Levih, desnih, zelenih, črnih. Zato sem prepričan, da ko bodo vsi tisti, ki danes protestirajo, zmogli vsaj toliko državljanskega poguma, državljanskega ponosa in domoljubja in rekli, skupaj bomo praznovali rojstni dan. Takrat bo, ne glede na proteste, ki so protesti proti vladi, v tej državi drugače. Takrat se bomo v tej državi zavedli, da je bil čas naše osamosvojitve čas, ko je naše državljane, Slovenke in Slovence združeval. In to je bil čas, ko smo v zgodovini Slovencev bili najuspešnejši. Ni zgodovinskega trenutka in verjamem, da ga še tisočletneje ne bo, ki bi bil za naš narod tako pomemben, kot so bila leta 89, 90, 91. Zato vam, spoštovani gostje, želim iskreno praznovanje našega rojstnega dne, dneva državnosti in na koncu kličem živela Slovenija. Hvala lepa, gospod minister. No, zdaj bomo pa malo obrnili vrstni red. Zdaj pa najprej Igor Pirkovič povedal še kakšno lepo o domovini, potem pa nam bo o domovini zapela tudi Darja Gajšek. Hvala lepa, še tretjič. Kdo? Kdo lepše opisal bi njeno lepoto kot pesmi namenjene njej? Kdo bolje zajel bi vso njeno krasoto kot rime prepolne idej? Ker pesmi o njej prav pomladno brstijo in silijo k soncu pod modro nebo. Med sabo prepletajo se v simfonijo, da rečeš, kako je lepo. In kdo bi jo ljubil lahko bolj iskreno kot njeni preprosti ljudje, ki stran od oči zaklenili so njeno lepoto v svoje srce. In kdo bi lahko bolj postavil se zanjo kot njena bihčise in sin, saj trdno z dna duše verjameta vanjo, zavedata se korenin.
Zdaj pa pred Darjo Gajšek še ena. Tu smo doma. Nihče se pri nas ne bo šel gospodarja, nihče nam govoril, kaj zdi se mu prav. Saj ni ga na svetu vesolnem denarja, da kdo bi očeta in mater izdal. Nihče več ne bo v imenu resnice nam pameti, kakor že nekdaj solil. Nihče več ne bo podežnikom pravice odločal, če narod slovenski je kriv. Ker trnova pot je bila do države, zdaj trdno držimo jo v svojih rokah, da bodo vihrale slovenske zastave, odganjale solze, ponižnost in strah. Od nekdaj spoštujemo tuje pomladi in radi imamo vsa sonca sveta, a najbolj ognjišča se človek navadi. Le njega imamo, saj tu smo doma. Toliko, zdaj pa še dokaz, kako je slovenski jezik speven, prav nič robat. Spet Darja Gajšek z eno njeno povsem novo, ki jo bomo lahko slišali tudi na sredini proslavi, ki nobena piščalka ne bo mogla do živega. Lepa si Slovenija. Izvoli Darja Gajšek. Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanski svet. Lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. Najlepša si moja dežela, lepa od mest si pa do vasi. Na zemlji bom svoji ostala, vse dokler ne zaprem oči. Najlepša si moja dežela, zame najlepši si del sveta. Tukaj živim, tu bom ostala, najlepša si Slovenija. Lepo je tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje reke, lep je odsev gora. Lepe so tvoje